Prav lepo pozdravljeni. Moj raziskovalski duh je zadnje čase ves čas na preži in stalno išče rešitve. Veliko so mi dale mislite kokoši in prestrašeni rejci, ki včasih res ne vedo, kaj jih čaka, ker nimajo nobenih drugih informacij. Razen tih, ki se pojavljajo v tako imenovanih uradnih medijih. Malo kdo se tudi vpraša, kakšne ima možnosti, ko se na dvorišču pojavijo razne uradne osebe s posebnimi pooblastili, ki velikokrat prekoračijo svoja pooblastila, misleč, da so na nivoju lokalnih šerifov. Vendar zgodba ni tako preprosta za njih, če mi, udeleženi v postopku, poznamo pravila igre. Ustava in zakonodaja sta več kot na naši strani. Le malce se je treba poglobiti v detajle in iti iz cone udobja. To včasih pomeni tudi pridobiti določeno kvalifikacijo, da nam življenje laže in mirneje teče. V videu o kokoših sem predstavila nekaj podrobnosti in navodila, kako ravnamo v primeru inšpekcijskega nadzora. Ker smo v sistemu, vse v zvezi s sistemom peljemo s pogojnim sprejemanjem. In to v taki meri, da ne škodujemo sebi in da se ne spravimo na tuje dvorišče delati red. Vedeti morate, da z nepravilno komunikacijo z inšpektorjem ne morete zmagati, ker malo kdo od njih pride z zavestjo, da vam bo pomagal, če ne vsaj svetoval, kako pravilno postopati v določenih postopkih. Večina njih pride z namenom inkasanstva, ker so jih tako pač zmanipulirali njihovi šefi, ker če jih ne bi se zgledovali po Evropi, katere so jih polna usta, po bavarskih inšpektorjih, ki kmetu z veseljem pomagajo in jim v ključnih zadevah tudi svetujejo. Pri nas so to bolj svetle izjeme kot nekaj vsakdanjega, ker je sam sistem tako naravnan, da je takega, ki ni priden in poslušen, treba takoj kaznovati. Vzorci pač, verjetno iz otroštva. Zato je zelo pomembno, da v določenih primerih znamo pravilno pristopiti k reševanju trenutne situacije. Ker se ne bom ponavljala, saj sem v posnetku o kokoših že predstavila, kako na interakcija z uradno osebo poteka, bom tokrat bolj podrobno raziskala varovana območja. Verjetno se še prav dobro spomnite ukrepov v zadnjih 3 letih, kako so ravnali z nami ob obisku trgovine, če nisi izpolnjeval PCT pogoja, ki je bil sprejet na podlagi zgolj domneve, pomislite, zgolj domneve oziroma na sumu po obstoju nekega virusa, ki naj bi se sprehajal po zraku, ko nevidni marsovci z mačetami v roki in nam grozil z veliko smrtnostjo. Krek je celo napovedal tam okrog 90.000 žrtev, spet na podlagi strašenja in zgolj suma. In to na podlagi virusa, ki jim ga do danes ni uspelo izolirati. Virusi se po znanstveni definiciji niti približno ne morejo širiti po zraku, ker zunaj živega organizma sploh ne preživijo, če sploh obstajajo. Če ne gre spet zgolj za neko domnevo. Torej je možno, da je šlo za nekaj tretjega, kar nam skrbno prikrivajo, tako kot marsikaj drugega. No, da se vrnem na varovano območje, trgovine, občine, upravne enote, bolnice, zdravstvene domove in vse z denarjem dobro podprte javne ustanove in trgovske centre, ki jih financiramo mi, skrbni delovni ljudje z davki in kupno močjo, so nam dobesedno zaprle vrata zaradi domnevno nevarnega virusa, ki jim ga do danes ni uspelo izolirati. Na vsa vhodna vrata so nastavile varnostnike, med njimi dobesedno psihopate, ki so se prav nesramno izživljali nad ljudmi, predvsem najstarejšo populacijo. Kako moten v umu moraš biti, da si kaj takega upaš privoščiti in pri tem ti še nobeden, niti policaj nič ne more. In nihče, ki ni izpolnjeval pogojev in odredbe svojega šefa in lastnika prostora, ni prišel notri. Si morate zamisliti? Ja, jaz sem se zelo zamislila. In kaj se nam v bistvu s tem sporočili? Da so varovana območja pač varovana območja. Pika konec. Nimaš da mrdaš.
In ker je moj raziskovalski duh izjemno raziskovalski, sem šla pregledati zakon o zasebnem varovanju. Ga poznate? Ne? Pa bi bilo zelo dobro, da bi ga. Pa si poglejmo dejstva. Ustava, kot najvišji akt v državi, je nad vsemi zakoni in podzakonskimi akti, saj to navaja tudi njen 153. člen, ki med drugim tudi navaja, citiram: posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. Konec citata. Navaja, da morajo dejanja državnih organov, med katere sodijo tudi inšpektorati, temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. Ne pa tako, kot je bilo to v zadnjih 3 letih. Pri uradnih osebah pa se represija nad ljudmi samo stopnjuje. In če pogledamo še 36. člen Ustave, ki govori o nedotakljivosti stanovanja in da nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Med druge tuje prostore sodijo tudi razni obrati, hlevi in gospodarska poslopja. Če pa se že vrši preiskava, pa se to vrši pod pogoji, ki jih določa zakon. In samo, če gre za sum na storitev kaznivega dejanja, sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neizogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje. Ta člen je kristalno jasen, spoštuje pa ga malo katera uradna oseba s posebnimi pooblastili. Veste, kaj pomenijo posebna pooblastila? Ta pooblastila so jasno določena. Uradna oseba, ki se naziva s takim besedilom, mora biti pri svojem delu še posebej previdna, na kakšen način in na podlagi katerega zakona izvaja svoje delo. Večini inšpektorjem pri nas pa so pognala krila zaradi besedne zveze s posebnimi pooblastili, da so kot kondorji, ki lomastijo na slovenskih tleh. Njihovo delo na terenu bazira na strahu ljudi, da se kaj hitro uklonijo njihovi volji, da imajo čim lažje delo. Zakaj vam to govorim? Ker poznam njihovo delo, ker sem tudi sama bila javni uslužbenec. Zato vam podajam te vsebine, da se boste opogumili, opolnomočili, da se bodo uradne osebe spustile na realna tla. Veliko ljudi pravi, potem se bodo pa spravili name. Ja, da se ne bodo, igrate igro pogojno. Zato snimate vse postopke in tudi opozorite, da se nahajajo na vaši posesti pod vašimi pogoji in da boste vse posneli zaradi verodostojnih dokazov na sodišču, če slučajno pride do zapleta. Posnetka mu niste dolžni predati, saj je izvršeno to na vaši posesti. Že ob tem se začnejo drugače obnašati. Gremo še korak naprej. Recimo teoretično, da gre zdaj v tem času res za ptičjo gripo in da pride inšpektor pogledat, kako kaj vaši ljubljenčki, ki jih imate vakuumsko zaprte, da se malce pohecamo, ko je že vse tako napeto, ali veselo brskajo za črvi in polži na prostem. Ali pa jih hranite s specialno mešanico za vsebino, katere sploh ne veste, kaj vse vsebuje, niti če so res vse sestavine na deklaraciji, kaj pa veste, mogoče pa ne gre za ptičjo gripo, pa je kaj v futru, pa vi sploh ne veste. Zakon o zasebnem varovanju v 2. členu v 1. alineji navaja, da je zasebno varovanje varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah določenih s tem zakonom. V 3. členu celo navaja, da lahko izvajalec internega varovanja organizira interno varovanje kot neprofitno dejavnost za lastne potrebe
v skladu z določbami tega zakona in zaposli varnostnike, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem zakonom. V 4. členu pa navaja, da se zasebno varovanje lahko opravlja v naslednjih oblikah varovanja, se pravi vrste licenc v 1. točki. Varovanje ljudi in premoženja. Torej se bomo kmetje kvalificirali še za varnostnike z licenco in hleve dali pod varovana območja in naše druge gospodarske objekte. Žal nas je sistem prisilil tako daleč, da nič več ne smemo prepuščati naključju. Malo pa pomalo si lastijo našo slovensko zemljo, ki smo jo podedovali od naših prednikov, ki so jo čuvali bolj kot punčico svojega očesa. Ne bomo se več dali podjarmljati. Vsa zakonodaja je na naši strani. Največ pa nam nudita obligacijski in stvarnopravni zakonik, ki sta podlaga za medsebojna pogodbena razmerja, predvsem v komercialnih poslih. O tem enkrat kasneje, ker je zadeva zelo široka in vam jo moram podrobno razložiti. Rezultate pritiskov na spoštovanje veljavne zakonodaje že imamo. Za lastno samooskrbo, brez da ti sistemski sedijo za vratom, pa osebni podatki za sistemske preglede naših otrok, če šoli niste dovolili posredovanja vaših in otrokovih osebnih podatkov zdravstvenemu domu za namen sistematike, ki po zakonu ni obvezna. Verjetno ste opazili, da če otroka ne daste na sistematskega, vam nihče več ne grozi s Centrom za socialno delo in inšpektoratom. Malo pa pomalo jim dihamo za vrat. Ko se bo ljudstvo množično zbudilo iz psihoze, da nič ne moremo, pa se bo zgodba bistveno hitreje odvila, ker bo pritisk na odgovorne premočan, da bi ga še lahko ignorirali. 3. člen Ustave, ki je najvišji zakonodajni akt v Sloveniji, nam jasno pove, kakšna je naša moč. Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami. Torej, neposredno pomeni takoj na licu mesta. Samoodločba pa pomeni, da deluješ tako, da ne škoduješ drugemu. Vas je še strah? Se zavedamo, za koga nas imajo vodilni v sistemu? Strah nas je zato, ker so nam ustavili program, da nas mora biti strah, ker oni so avtoriteta, capo di bando, ki brez nas niso nič. In njihov sistem brez nas sploh ne more delovati. Ustrahujejo nas, da nas lažje obvladujejo in da lahko špilajo lokalne šerife na tujem dvorišču. Na našem dvorišču. Nič več. Od sedaj naprej bomo mi šerifi na svojem, oni pa bodo prav lepo po vseh uradnih regelcih spoštovali našo posest in naše imetje, pa naj gre za ženo in otroke, kokoške, krave, ovce ali črve ali hleve. Brez nas oni niso nič. In to jim moramo dati jasno vedeti. Dragi ljudje, vsak izmed nas ali vas čaka na mesijo, da bo nekdo drug namesto nas premaknil stvari z mrtve točke. Ne, dragi moji, tokrat smo v času, kjer bo vsak izmed nas mogel postati sam svoj mesija in na svojem ozemlju, na svoji posesti uresničiti naravno pravo in se boriti za svoje lastne pravice, ki jih imate kot nedotakljive in neodtujljive z možnostjo, ki ste jo pridobili z vašim rojstvom. Zakonodaja nas ščiti, to ste že videli. Ampak vsak izmed nas pa bo postal na svojem sam svoj mesija, ki bo uresničil tisto, o čemer ves čas sanjate. Neodtujljiva in nedotakljiva pravica doživeti tukaj in zdaj, brez da nas nekdo obremenjuje s svojimi pravili, ki ne koristijo nobenemu kot samo sistemu. Torej, postanimo vsak svoj mesija,
pa bomo prišli do točke, kjer bomo zaživeli v rajskem vrtu obilja za vse. Če imate kakšno vprašanje ali bi radi izvedeli več, pišite na osmageneracija.info@gmail.com ali pa spodaj pod tem posnetkom v komentarju zapišite vaše vprašanje. Z veseljem vam bomo odgovorili in kmalu se spet vidimo.